Kristijan ne more razumeti Kristusa odrešenika brez križa, ne da bi bil pripravljen nositi križ z Jezusom. O tem je govorila današnja homilija, ki jo je papež Frančišek imel med jutranjo mašo v domu svete Marte. Kristijan je namreč enak Simonu iz Cirene. V to identifikacijo je treba verjeti, kajti Jezusu pripadamo samo, če z njim nosimo težo križa. Sicer bomo prehodili neko pot, ki je na videz dobra, ni pa resnična. Papež se je pri homiliji osredotočil na evangelij, kjer Jezus vpraša učence, kaj ljudje pravijo o njem, in dobijo najrazličnejše odgovore. Prizor lahko umestimo v svetopisemski okvir, kjer Jezusa pogosto vidimo, kako na poseben način varuje svojo resnično identiteto. Ob različnih priložnostih tistega, ki se mu približa, da bi ga izpovedal, zaustavi. Tako tudi večkrat hudemu duhu prepreči, da bi razkril njegovo naravo Božjega Sina, ki je prišel odrešiti svet. To pa zato, da ljudje ne bi bili zavedeni in ne bi mislili, da je Mesija nek vojskovodja, ki bo premagal Rimljane. Samo osebno 12 Jezus govori o svoji resnični identiteti. Sin človekov, to je Mesija, maziljenec, mora veliko trpeti, biti zavrnjen strani starih duhovnikov in pismoukov, mora biti ubit in mora ostati. To je pot vaše osvoboditve, to je pot Mesije, pravičnega, trpljenje, križ, je pojasnjeval papež. Jezus tako učencem razloži svojo identiteto, ti pa nočejo razumeti. V Matejevem odlomku se vidi, kako Peter to zavrne. Jezus pa začne razkrivati skrivnost svoje lastne identitete. Ja, jaz sem Božji sin in to je moja pot. Moram stopiti na to pot trpljenja. Papež poudari, da je to pedagogika, ki jo Jezus uporabi, da bi pripravil srca učencev, srce ljudi, da bi razumeli to skrivnost Boga. Ogromna je Božja ljubezen, grozen je ta greh, a on nas rešuje tako s to identiteto križa. Ne moremo razumeti Jezusa Kristusa, odrešenika brez križa. Ne moremo razumeti, lahko razmišljamo, da je velik prerok, naredil je dobre stvari, je svetnik. A Kristus, odrešenik brez križa, se ne more razumeti. Srca učencev in srca ljudi niso bila pripravljena, da bi to razumela. Niso razumeli preroštev, niso razumeli, da je ravno on jagnje za žrtve, niso bili pripravljeni, je med homilijo dejal papež Frančišek.